Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji z biblično eksegezo. Lepo pozdravljamo našega gosta, predavatelja na Teološki fakulteti v Ljubljani, predstojnika katedre za svetopismo in judovstvo, profesorja dr. Maksimilijana Matjaža. Gospod profesor, v prejšnjih oddajah sva predstavila že večino Jezusovega rodovnika in razlago le-tega. Jezusove rodovne korenine smo spoznali so svete, saj zgodovina Izraela, izvoljenega Božjega ljudstva, svoje korenine pogreza v Abrahama, Božjega prijatelja, v Izaka, sina obljube, in v Jakoba, Izraela, začetnika 12 rodov. In te korenine so svete, kaj ne? Vendar pa ne v vseh korakih. Tu so namreč tudi 4 ženske, ki pa v Abrahamovo rodovino vlivajo kri čisto drugega izvora. O prvih 2, o Tamari in Rahabi, ste nekaj spregovorili že v prejšnji oddaji. Res je morda dobro še enkrat spomniti na to posebnost Jezusovega rodovnika. Tega namreč normalno ne srečamo v judovskih rodovnikih, da so vključene tudi žene, zato ker je ta poudarek tukaj v teh judovskih rodovih prav, da se ta obljuba na nek način širi ali se sprejema, se uresničuje prav po moških, ki so odgovorni, da se besede, da se Božja pravica pravzaprav tudi v življenju živi, in zato imajo na nek način neko vodilno vlogo, čeprav prav v tej kombinaciji je vedno znova jasno, da je pravzaprav rodovitnost zakona, rodovitnost družine zelo odvisno od obeh. No in te žene, torej, če tako pogledamo vseh 5 žena skupaj, se pravi, najprej v prvem delu sta omenjeni Tamara in Rahaba, potem je omenjena, se pravi, Ruta, nato pa Betsabeja in na koncu Marija. Torej, žene, ki imajo kar nekaj skupnega. Morda tisto se mi zdi najbolj skupno, temeljno je, da so to res predstavnice nekega šibkega člena družbe. In že to gotovo na nek način pokaže Jezusovo poslanstvo, ki se je, kakor Marija potem v Lukovem evangeliju v hvalnici Magnificatu sama zapoje, ki se je razodel in razkril malim, ki je povišal male, močne pa je na nek način osramotil. Tako da ta vidik šibkosti, preprostosti, odprtosti, na nek način prepuščenosti v ta tok zgodovine človeške, gotovo to s to poanto zelo močno pripelje v rodovnik prav žene. Druga takšna kar splošna značilnost je, da so bile vse te žene pravzaprav tujke. Vsaj prve, gotovo Marija ni bila tujka, tujka tudi ni bila Betsabeja, Urijajeva žena, vendar prav po poroki z tujcem, z Urijajevim, je tudi sama na nek način izgubila privilegij judovstva, in je tako tam predstavlja pravzaprav tujko, potem z poroko, z naknadnem poroko z Davidom je tudi ona vključena v to zgodovino odrešenja. Tisto pa, ki pri vseh ženah nekako posebej še vznemirja in kaže, je pa prav ta način predanosti in vzročanju, da bi sebe, svoje življenje postavili v službo Boga, v službo razodevanja vire v Izraelu, v izraelski družbi. Ohranjevanje namreč življenja in rodu je pomenilo hkrati tudi jasno ohranjevanje vire. No in tukaj se vse te žene na poseben način odlikujejo. Od Tamare, Rahabe, Rute do Urijajeve. Morda se za trenutek ustavimo še pri tej zgodbi Urijajeve žene, se pravi te, ki je zelo močno povezana z osrednjo osebnostjo izraelske zgodovine, to je kralj David. Ta zgodba je zapisana v
njegova zgodba v 2. Samuelovi knjigi, v knjigi kraljev, tudi je poznano, kako je kralj David v času nekih bojev bil doma sam v mestu in kako se tam spogleda z sosedovo lepotico, ženo, ki je bila žena tujca Urijaja, ki se je med tem času v Davidovih četah boril na terenu. Sicer pa zelo zvestega moža. Sicer pa zelo zvestega, plemenitega, močnega, kar tudi je opisano v 2. Samuelovi knjigi. No in kako Davida premaga ta slov po želenje, kako si da poklicati to njegovo ženo, kako je pri njej in kako potem ta žena spočne. In takrat se na nek način David seveda tudi zave te svojega greha in krivde, vendar se ta greh tam ne ustavi. On da poklicati potem moža Urijaja iz borbe, iz vojnih polj domov nazaj in na nek način skuša doseči, da bi Urijaj, se pravi mož, šel k ženi in bi na ta način bil ta njegov greh nekako pokrit. To se seveda ne zgodi, nasprotno zgodi se še večji greh, ker ta vztraja, ker ne prestopi prag domače hiše, Urijaj, ga potem David odpusti in ga pošlje nazaj na fronto in takrat še z posebnim pismom za njegovega poveljnika, da ga morajo dati na tiste področje, kjer bodo največji boji in se potem celo umakniti, tako da bo gotovo upadel. No in to vidimo, ta kvalificiran greh ali pa tudi to zgodovino greha, ki se pravzaprav kako iz malega na nek način, če se mu ne zoprstavi človek, lahko zraste samo še veliko in na koncu pripelje v katastrofo. Lahko bi direktno rekli, David je dal ubiti Urijaja. David je dal ubiti Urijaja, zlorabiti recimo njegovo čast, zlorabi čast žene, zlorabi tudi čast vojaka in zlorabi nenazadnje tudi svoje kraljevsko dostojanstvo. Ob tem morda lahko rečemo še to, da je pravzaprav David v zgodovini potem izvoljenega ljudstva, se pravi tudi v tem zgodovinopisju, v knjigah, svetopisemskih knjigah, poznan pravzaprav res po dveh velikih držah. In ena izmed teh je povezana s tem dogodkom. Namreč prva drža, nedvomno, ki ga vsak pozna, kot kralj David, kot tisti, ki je v času katerega je Izraelovo kraljestvo doseglo svoj največji zenit in moč in tako dalje, združil vsa izraelska plemena v nek narod, neko državo, zbral recimo tudi vse potrebno za graditev templja in tako dalje, tudi za razvoj potem pisemstva in literature. To je ta mogočni kralj David in gotovo, ko se v Novi zavezi omenja David, spomina Davida, mislimo verjetno na ta njegov prvi del njegove zgodovine, vse od tistega drobnega pastirja Davida tam pred Savlom, ki je premagal Goljata, in vse do tega mogočnega kralja Davida. Vendar pa ne smemo pozabiti še ta drug odmev na njegovo zgodbo, ki je pa posebej živ v recimo knjigah psalmov, pa tudi v nekaterih zgodovinskih knjigah. Namreč prav to David spokornik za svoje grehe. V nekaj najlepših psalmov v knjigi psalmov, ki se pripisujejo Davidu, kot nekemu temeljnemu avtorju te knjige, razodevajo prav to globoko spokorjenost in prošnjo po odpuščanju. Ta psalm, ki ga redno molimo, tudi v bogoslužju, molitvenem bogoslužju, o Bog moj Bog, ozri se name in me poslušaj, usmili se me, grešil sem zoper tebe, iz globočine te kličem, izbriši mojo pregreho. Ti psalmi dejansko temelijo na tej Pavlovi oziroma Savlovi, se pravi Davidovi spokorjenosti oziroma njegovem spoznanju
greha, zavesti tega krivde in potem prošnji Bogu za odpuščanje. Vemo, da je to pravzaprav David, to krivdo, ta greh spoznal šele ob preroku Natanu, ki mu je bil poslan in ki mu je povedal tisto zgodbo o ubogi ovčki, eni ovčki, ki jo je imel neki skromen pastir, in ta bogataš je vzel še tisto skromno ovčko in za svojega prijatelja zaklal in pripravil gostijo s tisto edino ovčko, ki jo je imel ta skromnež. In to je Pavla pravzaprav na nek način Davida mu je odprlo oči, da je prepoznal, da je on pravzaprav tisti, ki je zlorabil tudi to Božjo naklonjenost in se je potem bil pripravljen spokoriti. No, in v tem je veličina Davidova pravzaprav tudi nekako močno zasidrana v kanonu Izraela, da ga hkrati kličemo kot David kralj, ampak tudi kot David, ki prosi usmiljenje. Zato se lahko spomnimo, da imamo eden najlepših vzklikov v evangeliju Jezusu, ki je namenjen Jezusu, prav pride iz ust tega slepega Bartimaja: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Se pravi, ta povezava s pokornostjo, z Davidom, z novim začetkom je tukaj zelo močno poudarjeno. In če se vrnemo nazaj k rodovniku, se mi zdi, da tudi ta vidik, da je Jezus kot tisti osmiljeni odrešenik, ki vstopa prav v to grešnost človeške zgodovine, ki na nek način preko svojega učlovečenja in krsta sprejema tudi to grešno zgodovino za svojo zgodovino, se pusti na nek način dotakniti te zgodovine, zato da bi človeka ozdravil v tej korenini njegovega greha. David je zlorabil Božjo naklonjenost, zlorabil Urijajevo ženo. Kako pa se gleda na njeno krivdo? Nekako o Becabejini krivdi se tukaj seveda ničesar ne govori. Ona je bila žrtev tega Davidovega greha. Je pa res, da je seveda greh nikoli ne ostane samo pri enem, vse posledice greha, tako tudi potem prvi sin, ki je rojen iz tega prešuštva, umre, ampak Becebeja se zdi, da potem doseže neko posebno moč v Davidovem dvoru in ima posebno moč in vpliv tudi na Davidov samim, tako da doseže potem, da kljub nekem nasprotovanju njen sin Samuel oziroma njen sin, tako potem postane naslednik, Davidov naslednik. No, s tem je tudi David dobil na dvoru neko pokoro s to ženo, ki je vstopila na dvor. Gotovo je moral potem to svoj greh, saj vemo, kako ga je potem ta greh tudi stal veliko, stal ga je njegovega pravzaprav ugleda, kraljestva. Njegov lastni sin se potem, Salomon, se potem obrne proti njemu. To ime sem iskal, Salomon, to je sin od Bečabeje. Ta se potem obrne proti njemu in ga pravzaprav prežene iz Jeruzalema in mora potem kot spokornik dejansko romati in bežati pred temi preganjavci. Tako da na nek način je njegov greh je pravzaprav šel skozi ta proces spoznanja krivde, pokore in potem tudi na koncu na nek način nekega odpuščanja. Tako da lahko rečemo, da se po tem rodovniku Jezusu, oziroma da Jezus pripada rodu, v katerem se pretakajo vsaj 3 različne krvi, ne? Ja, lahko rečemo,
predvsem kar je pomembno tukaj, ne, da gre za, da želi Jezus oziroma Matej z rodovnikom pokazati prav to, se pravi, Jezus ni samo Davidov sin, je tudi Abrahamov sin, kar pomeni, da vrši poslanstvo izpolnitelja obljub, ki jih Bog da svojemu izvoljenemu ljudstvu, ampak tudi vsem narodom, prav po očaku Abrahamu, ki na nek način sklene z Bogom zavezo prav na podlagi svoje vire, ne več na podlagi samo svojega rodu in svoje izvoljenosti. Morda zdaj, če pridemo še k zadnji ženi, tako eni 5. ženi, in morda preberete še enkrat zadnjo vrstico, zadnji 2 vrstici, 16. in 17. vrstico rodovnika, ki nam predstavi ta zaključek te Jezusove zgodovine. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Vseh rodov je torej od Abrahama do Davida 14 rodov, od Davida do preselitve v Babilon 14 rodov, od preselitve v Babilon do Kristusa 14 rodov. Tako, tukaj vidimo, da v zadnji vrstici, 16. vrstici, se ta slog spremeni opisovanja teh, kdo koga rodi, in se obrne, se pravi, na nek način se bralec prebudi in vidi tukaj neko posebnost. Jakobu se rodi Jožef, Jožefu pa se potem ne rodi Jezus, ki se imenuje Kristus, ampak je Jožef predstavljen tukaj kot mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Tako da lahko tukaj omenimo še dejansko ob Jožefu to judovsko, če hočete, utemeljitev rodu, Jezusovega rodu kot Jezusovega izhajanja iz Davidovega rodu. Jezus tukaj na nek način je jasno, da ni po krvi rojen iz Davidovega rodu, zato ker je rojen iz Marije, ki pa ni bila Davidovega rodu, ampak tako nekako posredno izvemo iz Lukovega evangelija, da je pripadala duhovniški Aronovi rodbini. Jožef pa pripada Davidovemu rodu, zato poroča prav tako kasneje evangelist Luka, da ob popisu prebivalstva iz Nazareta odide skupaj z ženo v Betlehem, ki je Davidovo mesto, in se tam v svojem domačem mestu njegovega rodu popiše. Torej, Jožef torej, pripada Davidovemu rodu, Jožef pa tudi po veljavni potem zakonodaji, judovski zakonodaji, na nek način vse te svoje rodbinske privilegije ali pravice lahko prenese na sina svoje žene, s katero je legitimno poročen. In na ta način, tako tudi na nek način po ovinku, Matej tukaj sporoča, da je Jezus legitimni dedič Davidovih obljub, vendar ni krvni naslednik Davida, ampak je pravzaprav na nek način vstopa v Davidovo rodovino prav po postavi, za katero bo potem prav Matej v nadaljevanju evangelija rekel, da je prišel Jezus ne odpravljati, ampak dopolniti. Po čem se najbolj vidi, da je zgodovina odrešenja zares Božje delo, ne pa človeško? Nam ne bo zmanjkalo pravzaprav dokazov za to, katerikoli kos zgodovine beremo, bomo to gotovo videli. Morda tukaj res v rodovniku so tako skoncentrirane prav te žene, da bi prav ob njih morda lahko začutili, da so te prav na nek način vedno najšibkejši členi človeške zgodovine, pravzaprav najbolj senzibilni ali pa najbolj odprti za razodevanje te Božje moči v tej človeški zgodovini. In od
prve žene Tamare, ki je bila omenjena, pa dejansko do zadnje žene Marije, se kaže, da je od te njihove osebne privolitve, njihove osebnega zaupanja in vire v to Božje vodstvo, njegovo Božje vodstvo zgodovine v Božjo besedo, pravzaprav, da je od tega odvisno, da se zgodovina ne bo ustavila, se pravi, da zgodovina ne bo šla svojo pot, ker te žene so v takšno kontinuiteti predstavljene, da nam je jasno, da brez recimo Rute ne bi bilo Davida, brez Betsabeje ne bi bilo Salomona in potem ne bi bilo Jezusa in tako dalje, da bi se ta zgodovina razvijala čisto drugače, če ne bi bilo teh žena, se pravi, če bi se človeška zgodovina gradila samo na tej moči, ki so jo predstavljali prav vladari in kralji, vladari, očaki, so pa vedno znova v tej zgodovini pravzaprav odpovedali. Zakaj zadnja, peta ženska tukaj v Matejevem evangeliju, pa tudi sicer v Svetem pismu, ne da ne dobi dovolj teže poudarka, ampak ne vem, zdi se mi, kot da je premalo predstavljena. Na splošno, Marija, po kateri je prišel odrešenik. Se vam zdi, ja. Tukaj je res, v Matejevem evangeliju igra Marija pravzaprav takšno resno vlogo ozadja. Bomo videli tudi v naslednjem odlomku, ki bo sledil temu, lahko Marijo hitro spregledamo, to je res. Samo v eni vrstici, se pravi 16. vrstici, tako mimo grede, da se je Jakobu rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. Se zdi seveda, da je to mesto, da je ta omemba vendarle tako zelo šibka, vendar, če pa gledamo v tem kontekstu in teološkem konceptu Matejeve evangelija, pa nam je jasno, prvič, da je tukaj Marija omenjena kot peta žena, kar pomeni, da število 5 v Mateju vedno pomeni tisto polnost izraelskega ljudstva. Se pravi, polnost Božjega sporočanja, Božjega razodevanja, ki se je razodelo v polnosti prav po postavi. Marija zdaj tukaj je na nek način igra to vlogo judovske, ne samo postave, predvsem judovske vire, judovske zgodovine, se pravi tistega pričakovanja ali pa tistih, ki so skozi vso zgodovino pravzaprav na nek neopazen način ohranjali viro in pričakovanje tega Božjega posega. In je to pravzaprav za tega dovolj, pisatelja dovolj, da nam pokaže to njeno enkratnost. Po drugi strani pa je seveda tudi Marija tukaj predstavljena kot žena, kot nekdo, ki pravzaprav ne izstopa iz zgodovine, nima neke lastne vloge, ampak je njeno poslanstvo pravzaprav popolnoma v službi nekoga. Tako kot so bile vse žene, v vseh ženah smo zelo jasno, bolj jasno lahko videli, da je pravzaprav človeška zgodovina živi takrat, ko človek ne služi samemu sebi, ko človek svoje življenje daje, ko se v resnici začne tisto darovanje in umiranje, takrat lahko življenje dobi svoje mesto in svoj prostor. Pomeni, Jezus je iz svetih korenin in tudi grešnih, bi lahko rekli, po moški strani, vendar pa v nadaljevanju, to, kar bova spregovorila verjetno v prihodnji oddaji, Bog izključi ta človeški, moški moment v rojstvu Jezusa. Morda niti ni potrebno, recimo, da bi tako postavljali enega proti drugemu, ker dejstvo je, da je omenjen tudi Jožef, da je Jožefova vloga zelo, zelo pomembna in bomo v nadaljevanju videli,
da je Jožefova vloga odločilna, da sta oba pravzaprav morala sodelovati z razodetjem, ne? Da sta oba bila pravzaprav prisiljena staviti na svojo vero, ne na razum, ne na neko zgodovinsko moč, ne na neko ovidevnost. Ne? Tako da tukaj na ta način gotovo rodovnik doseže svoj namen v začetku evangelija, da Jezusa, da postavi to komponento, se pravi njegovo poslanstvo kot tisti, ki izhaja iz človeške zgodovine, se pravi kot Davidov sin, pa hkrati kot ta, ki presega človeško zgodovino, se pravi, ki predstavlja tistega ali pa tisti način rojevanja od zgoraj, iz duha, ki je pravzaprav nujno, če človek želi, kako pravi potem evangelist Janez, priti v Božje kraljestvo. Božje kraljestvo se namreč ravno sestopa na nek način po poti svoje človeške zgodovine, ki je odprta besedi, ki prihaja od Boga. In tistim pa, ki so jo sprejeli to besedo, namreč ta beseda daje moč, da kot človek zgodovine pride, vstopi, živi lahko to Božje kraljestvo. Hvala, gospod profesor, za tokrat. S tem sva verjetno zaključila razlago rodovnika Jezusa Kristusa, kaj ne? Tako je, tako da lahko naslednjič nadaljujemo z Jožefom. Hvala za pozornost.